ni to lepo za okna? Dobro jutro, pri Lexusu pravijo, da bo danes tak zelo hiter dan, nočejo vam točno povedati, kaj se bo dogajalo, tako da dajmo se pustiti presenetiti. Zdaj, tako jaz res ne vem, s katerimi avti se bomo vozili, ampak imam jih pa malo na sumu, da bojo to kakšni taki, ki imajo črko F v imenu. V Lexusu je sem pripeljal kupenih avtomobilov, tukaj so RX-i, pa GS-i, pa še kakšen bi se najdel in to je en del naše izkušnje. Predvidevam, da bomo šli s temi avti na cesto. Zato je vse lepo in prav, ne, jaz se vsega skupaj veselim, ampak mene zanima ena druga stvar, pa še malo bolj. Vidiš kupenih ljudi, ki so prav hecen oblečeni zraven pa čelade, tako da upam, da bomo lahko tudi kaj peljali, ne pa sam zraven sedeti. Ok, zdaj grejo pa stvari zares. Lexus je rekel, da se vsak od nas lahko usede kar takoj za volan, pa odpelje 3 hitre kroge. V bistvu lahko peljemo, kakor hočemo, ali hitro ali počas. Plan pa je, da najprej mi peljemo, pa se pa presedemo, na kar se bo za volan usedel profi voznik, ta bo pa potem poskušal naš puls dvigniti nad 120. Mislim, tako Lexus obljublja. Stari, če sem čisto iskren, jaz mislim, da mu ne bo ratal, ampak ajde, pustimo se presenetiti. Drugače pa karakteristike teh avtov poznate. RCF-a pa GSF-a poganja enak motor, pa ne samo to, gre za atmosferski motor. To v bistvu pomeni, da gre za posebne vrste užitek, ki, no ja, v avtomobilskem svetu, pri serijskih avtih počasi izumira. A veš, resnici na ljubo je tako, da gre tukaj pravzaprav za en tak bolj lifestyle event in no ja, temu primerni so tudi vozniki pa voznice, vse skupaj se bolj počasi dogaja. Push the pedal to the metal. Zdaj se pa vse skupaj že malo drugače sliši. To je pa zato, ker so oni v hecnih oblekcah začeli voziti. A ni to lepo za okna? A sem povedal, da RCF-a še nisem peljal, pa GSF-a tudi ne. Smo ga imeli na Siolu takrat na testu, že nekaj časa nazaj, pa nekako nisem uspel prijeti na vozniški sedež. Tudi da so vozniški, ne? Elvio, say hi to the phone. Paddle or... I'll use the pedals. Okay, we can move slowly. Ok, naj se V8 žurka začne. Go slowly with the throttle. Right? Yeah. Yes, not too much. Do you have second or third? Yeah. No, it's okay in this way. And now change the gear. Change. Brake. Okay. On the left side and straight with the gas. Okay. Perfect. Vmes, ko sem vozil hitro, si sploh nisem mogel vzeti časa, da bi vam kaj povedal, ker se mi je zdelo, da je bolj, da v tistem trenutku uživam, pa se imam fajn, pa da zdaj na koncu kaj povem. Prvič sem peljal ta avto, zaenkrat drži čisto vse, kar so povedali moji kolegi, ki so ga predtem vozili. Gre za to, da je avto zelo dinamično, bom rekel sposoben, ampak moraš z njim zelo previdno ravnati. Kar se menjalnika tiče, se mi zdi, da bi lahko bil malo hitrejši, ampak po drugi strani pa tako kot motor, pa podvozje, pa gume zahteva potrpljenje. In ko enkrat uskladiš delovanje vseh teh komponent, ko se začneš malo bolj razumeti z avtomobilom, je polje vse skupaj bistveno lepš, cela izkušnja je bolj smooth. Se pa sliši temu motorju, da je tak mogoče malo neukrotljiv, bolj barbarski v primerjavi z nemško fino tehniko, prisilno polnjeno pa tako naprej. Mi je všeč, ful. Zdaj pa zamenjava, pa da vidimo, do kam prije moj puls. Kar lepo od roba do roba, dec je navajen na avto pa na pisto, ker je drugače tukaj inštruktor, lepo. Veš, skole se je fajn z nekomu v avto usedeti, ki dobro pozna pisto, ki konc koncev tudi boljš pozna avto, kot jaz, ker se zdaj že par dni tukaj fjaka gor pa dol, pa res obvlada zadevo. Ker pri teh vozniških izkušnjah je tako, je že res, da sem jaz nevožen, pa da avto, tudi če ga predtem še nisem peljal, relativno hitro spoznam. Ampak v 3 krogih na neznani pisti, pa glede na to, da je ta prvi res spoznaven, čudežev, pa vse ne moreš delati. Pa veš, kot tudi mogoče ne bilo neumen moment, le kaj Lexus sem pripeljal, to novega LS-a. Tako da, kva pravite na en zid sprobe? To je tisti detalj, ki mi je bil všeč že v Švici. Vse skupaj deluje tako, no, prestižno pa sveže. Se mi zdi, da tega ne vidiš pri tekmeci. Gremo najprej za volan. Prvi občutek je, no, tako milo rečeno, zelo prestižno. Veš, sem se v ta avto hotel usesti že v Ženevi, pa ni bilo časa. Zdaj imam pa 5 minut miru, pa da lahko malo v mir pogledam, kaj se tukaj dogaja. Tole zadevco, ki je občutljiva na prstne blazince, že poznamo. Takole pa zgleda, ko se po meniju premikaš, veš? Kar se pa samega dizajna kabine tiče, meni je ful všeč. Je pa res, da sem ful pristranski. Meni pač Lexusi znotri sedajo. A veš, kje smo pa take vrste tipke najprej videli na LFI-ju? Pa le kako je instrumentna plošča zakopana v usne. Za začetek sva z gospod, tako da se bo res dobro počutila vklopila masažo. Vidiš, tako izgleda vmesnik. Gospa ima naštiman full body stretch, jaz bom dal pa recimo full body refresh. Pa ta prva stvar, ki jo opazim, je, no ja, so izdatne mere, zato ker prostora za noge imam tukaj ogromen. Definitivno več kot navadni sedmici ali pa S-klasi pa tako naprej. Je pa res, da nisem primerjal dolžine avtomobilov, tako da to bi lahko bila resna pomanjkljivost v tej prvi zid sprobe. Lahko pa to ogromno konzolo seveda tudi umakneš, lej, takole.
Pa je pa kar naenkrat film zicar, ampak to mu ne paše toliko. Drugače pa ena bistvena sprememba v primerjavi s prejšnjo generacijo. Ne vem, če sem to že v Ženevi povedal, ampak poglej, koliko nižji ima ta avto nos, koliko bolj športno deluje. Pa punco, ki nosi tole atraktivno obleko, vprašal, če mi lahko kaj pove o obleki ali pa v avtu, pa je rekla sem I don't know, I just model. Zdaj pa tako tisti, ki smo bili prvo polovico dneva na dirkališču, gremo v en tak lušten konvoj, pa malo naokoli. Jaz sem med vsemi avti, ki so na voljo, to se pravi GS, RX, CT, IS, zbral NX. Zakaj pa sem NX-a? Vzel sem ga pa zato, ker se mi zdi, da je to avto, ki je v povezavi s slovenskim trgom še najbolj relevanten. Zdaj smo spet pri tistem obnavljanju znanja. Ne? Je že prav, da vem, kako se pelje avto, ki nastopa v segmentu, ki je pri nas zelo popularen. Italijanska vojska je lovca pripeljala. Kako nisem tega videl, pa 100 metrov stran je bilo. To moram iti pol pogledati. Ajde, malo jači tempo, no, vse imaš kupeja. Evo, zdaj smo pa že nazaj tam, odkudar smo praktično začeli iz tistega poligona in če bo še čas, bom šel pogledati tistega lovca. Nič sem jaz zaboravil. Čisto prav lovc. Zdaj, kar se mojega znanja o lovcih tiče, je pismo že malo zarevelo, ampak če se jaz ne motim, je tole tornado. Sem vprašal mojstre vojake, je tornado, imel sem prav. Motor pa ni ta prav, ampak je fake. Kako ponavadi pri teh eksponatih, ki so včasih leteli, zdaj so pa sami še na voljo za razstave pa tako naprej. Ok, zdaj moram pa nazaj, ker bi drugače cel avtobus ljudi čakal.